Lepo pozdravljeni na zdaj že kar rednih intervjujih Mladi v času covida. Danes se mi v intervjuju pridružuje Miha Peternelj, predstavnik Zavoda O iz Škofje Loke. Pa da ne bom jaz predolg, ga vabim, da kar sam malo več pove o sebi za začetek, kdo je, iz kje prihaja, da ga boste tudi vi malo bolj poznali. Zdravo, hvala za povabilo najprej. Sem Miha, tako kot si omenil, iz Škofje Loke, born and raised. Verjetno začnemo z mladinskim sektorjem. Jaz v bistvu, zdaj na zavodu sem zaposlen slaba 4 leta, prej pa kot prostovoljec sem se seveda udejstvoval na zavodu, na klubu študentov Škofje Loke, na zvezi Škis, tabornikih, če lahko. Tako da taka moja pot je rasla eksponentno, od prostovoljca do projektnega sodelavca, pa zdaj pač do naziva, ki ga sicer najbolj ne maram izpostavljati, ampak zaposlen kot direktor zavodov, ampak v osnovi še vedno mislim, da je mladinski delavec najboljši naziv. Super. Se pravi, lahko rečeva, da si glede na to, da si, tako kot si rekel, born and raised Škofjeločan, da lahko rečeva, da v bistvu škofjeloško mladinsko sceno poznaš do potankosti, ker si bil v vseh njenih porah na nek način. Pa me zanima zdaj v bistvu, kako na nek način zdaj v povezavi s covidom, kot nek lokalc zaznavaš problematiko mladinskega sektorja, kaj se v njemu dogaja nekako na lokalni ravni, kako v bistvu konec koncev tudi sam covid vpliva na celotno zadevo, če majčkeno orišeš, kako je pri vas? Zdaj Loka ima eno posebno specifiko, ki je tako, po eni strani smo zelo blizu Ljubljane, kar pomeni, da večinoma študentov pa mladih v bistvu se vozi v Ljubljano, nismo oddaljeni preveč od domačega kraja oziroma veliko univerz pa faksov in od drugih srednjih šol imamo pač na dosegu roke, tako da smo po eni strani zelo povezani z domačim krajem, ker večinoma časa formalnega šolanja ostajamo tukaj, samo pač dnevno se selimo. Po drugi strani se pa še zmeraj tretiramo za Gorence, da nismo meščani, da smo neka periferija skoraj da že. In izhajamo iz recimo zahodne kohezijske regije, ki naj je bila bolj razvita. To govorimo na odločevalskem nivoju, tako nas vidijo. In zato nas je po eni strani ta zadeva s covidom na nekem področju bolj prizadela, na nekem pa precej manj. Zdaj, šoka ni toliko velikega glede selitve, zato ker ostajamo v svojemu kraju, smo obkroženi z naravo, smo obkroženi z vsemi svojimi takimi drugačnimi potrebami oziroma dostopne imamo bolj vse, lahko greš v hrib, lahko greš v gozd, reka je tamle, pa vse storitve moderne države so pri roki. Po drugi strani pa še zmeraj nismo Ljubljana, še zmeraj nimamo toliko ponudbe v smislu od neformalnega izobraževanja do samih dejavnosti, zato ker so vseeno je toliko blizu Ljubljana, da je tam nekako bazirala tisto udejstvovanje vsakodnevno. Pač po faksu sta tiste 2-3 ure iti na pijačo, nekaj si pogledati ali muzej ali karkoli drugega, je pač zelo priročno, ker tisto dopustne karte iz Škofje Loke so 20 evrov na mesec in to je to. Tako da je šok, še vedno to, da smo mogli ostati kar naenkrat v svojem kraju. Po drugi strani pa spet neka prednost, ker potem pa pogledaš, kaj pa imamo v Loki, in še zmeraj smo se že od prvega vala precej mladi povezali, v smislu zelo hitro smo recimo z občino, pa klubom študentov in zavodov sodelovali pri oskrbi starejših. Mlade smo se povezali, bilo je ogromen odziv. Po drugi strani naj tudi rečem tako, da v bistvu ljudje, katerim smo hoteli pomagati, katerim smo pomagali in dostavljali določene dobrine, so bili zelo hvaležni, so se javljali, ni bilo pa tega ogromno, kar spet pomeni to, da boljš, da nekaj imaš, pa ne uporabljaš, kot pa da sploh ni. Tako da tukaj moram pohvaliti večinoma mladih, da smo se nekako, tako kot je zmeri, se prijemo skupaj, kadar se gre za lokalno. Tako da to me je zelo
zelo razveselili. Ja, no, drugo pa vse trpijo. In glede na to, da smo navajeni imeti vse pri roki, se družiti, obiskovati stvari, ne, zdaj pa nič ni, zdaj pa samo še internet. Ne. In glih tam, bolj, kad je nekaj dostopno, ki vzameš, teže je. Ne. Zdaj nekomu, ki je, mislim, vsem je težko, ampak nekomu, ki je lahko precej daleč, najbolj šok prijeti nazaj v domač kraj, ker je daleč od vsega, zelo isto je pa pri nas, ne, če se razumejo. Kljub vsej bližini je precej šok. Ne. Tako da ja, to je na hitro. Pač mladi so, kakor smo vsi domači z računalniki, ni niti približno isto vse to, kar se dogaja. Ne. Ok, zdaj, pač tako lahko mečkan res oriševa celotno situacijo, pa jo pogledava. Zdaj, mogoče sva na začetku pozabila omeniti, da ti si tudi član sveta vlade za mladino, ne, kjer zdaj že v bistvu 2 let skupaj bijevate določene bitke, bi lahko temu rekel. Pa me sem zanima, zdaj kot nekdo, ki tudi dajva reči na nekem najvišjem nivoju dialoga z odločevalci, zastopaš interese mladih, kaj bi po tvojem mnenju bili ali pa bi mogli biti potrebni ukrepi strani države ali pa koncev lokalne skupnosti, da bi se v bistvu problematiko mladih v času takih kriz, kot je tale zdaj, lahko uspešno reševali tudi v prihodnosti. Kaj tukaj predvsem mislim predvsem to, da vsi vedno govorimo, da ja, je treba reševati take in drugačne težave mladih, ampak v času, ko si omejen na svoj dom, zdaj v bistvu smo v drugem valu COVID-a, ko si koncev vezan na neko spletno komunikacijo bolj ali manj, kako pravzaprav lahko oblikujemo ustrezne politike, da bomo problematiko mladih reševali in kako lahko mladi koncev so tisti, ki spodbujajo oblikovanje takih politik in koncev njihovo realizacijo, če pa smo vsi nekako privezani na domačo sobo pa te kamere, ki jih imamo okrog računalnika, po tvojem mnenju. Zdaj, ti, ker me poznaš, veš, na kjer 2 področjih jaz največ delujem. To so pa definitivno mladinski centri in pa kultura. Ne. In zdaj, če se bom na te 2 tematike vezal, je veliko problemov različnih ali pa izzivov mladih, pa veš, meni se te 2 najbližje, se bom na to koncentriral, ker najbolj poznam. Zdaj, zadeva je taka, da se pač moram tudi na čas pred COVID navezati, ne, ker pač veliko izzivov, ki se jih danes soočamo, izhaja od tam. Ne. Ena stvar je, tako kot si omenil, mladi imajo veliko problemov. Jaz pač to rad rečem, da imamo izzive. Za izzive reševati rabimo pa mi dobro podporo, dober support, dobro mentorstvo, vodenje. Ne. In v sklopu Sveta vlade Republike za mladino, kot so že govorili, smo se pogovarjali o eni tematiki, ki pravi okviri kvalitetnega mladinskega dela oziroma kakovosti v mladinskem delu. Ne. Po mojemu mišljenju to pomeni, da je treba definirati, kaj v vsakem lokalnem kraju se pričakuje oziroma želi od mladinskih organizacij. To pa zato, ker vsak kraj je specifičen. Tako kot sem rekel, Loka je drugačna od Idrije, drugačna od Maribora, drugačna od Slovenj Gradca, karkoli. In treba je povezati lokalne odločevalce in pa mladinske delavce, da se skupaj oblikuje okvirje mladinskega dela, ki so potrebni v tistem kraju in naslavljajo točno specifične izzive, ki tam obstajajo. To pa zato, da lahko z dobrimi navodilami in posledično z konkretnim financiranjem in načrtom te izzive rešujemo. Ne. In to, če zdaj nekako pretvoril v zdajšnji čas, je pa tako. Ne. Kar enkrat se je pojavila neka nepričakovana kriza. Ne. Mladi so stopili skupaj, pa se zbira računalnike za druge mlade, se zbira kulturne dogodke prek interneta, arhivsko delo, arhivske posnetke dajemo na internet, skrbimo za program za starejše. Vse delamo, od sociale do kulture, do aktivne participacije, do odgovornega državljanstva, vse področja. Ne.
Nam pa manjka neka osnove, nekega vodstva, neke strokovnosti na tem področju, če sem čisto specifičen, nekih zaposlitev in načrtov, da se lahko to vse kvalitetno izvede. Večkrat se zgodi v sektorju, da se pač po domač povem bazlano vse konce. Mi rabimo te okvirje, zato da se lahko kvalitetno dela, da se lahko kvalitetno financira te stvari in da tako na tak način bomo rešili veliko specifičnih problemov, ki so nastali v lokalnih okoljih. To je pač, moram reči, da mi v Škofji Loki imamo veliko srečo, da imamo pač zavod deluje že 20 plus let, klub študentov je močen, lokalna skupnost je precej poslušna glede mladinskih potreb in vse nekako da. Vem pa kot predstavnik, da drugih mladinskih centrih pa ni tako. Na Gorenjskem, kot najbolj razvita regija, kot pravimo, ali vsaj gospodarsko, je mladinskih centrov najmanj v Sloveniji, pa res ni majhen prostor. Manjka, sploh v času COVID-a, zdaj, če gledamo komercialno, se kar naenkrat postavilo ogromno enih spletnih vsebin, pa so to take izobraževanja, drugačna, vse je super, ampak naloga mladinskega dela je pa, da vedno iščemo tisto drug pristop, drug način, tisto spregledano vsebino. In tukaj se recimo pojavlja, tako kot sem prej omenil, moje področje kulture, mladinske kulture. Tega ne zasledimo. Super, Val 202 ima, pa RTV ima tiste koncerte iz Kavča, Bigfoot mame, vse ono. Kje so pa tisti mladi bendi, ki ponavadi vadijo v garažah, pa kje pa te zdaj vadijo, kje imajo pa te nastope, Kaj pa zdaj tisti mladimi, ki radi fotografirajo naravo, pa zdaj imajo ogromen časa pa priložnosti, pa kdo pa njih vodi, kdo pa njim daje to znanje pa priložnost. Te stvari nas zanimajo. To so izzivi, ki sem jih jaz zaznal po celi Sloveniji, da se je pozabili na te stvari, da lahko da imamo celo, recimo trenutno imamo mi infrastrukturo v Škofji Loki, imamo mentorje, imamo vse, ampak je težko priti do nekega razumevanja okolja, da je to potrebno. Da je potrebno mladim ponuditi tudi kulturo. Ker pač kultura gradi tudi karakter človeka, to ponuja osebnostno rast in jaz mislim, da je to zelo pomembna tematika. To se pravi, če jo povzamem, mi moramo kulturo vključiti v pomembnost, dvigati pomembnost kulture in jo vključiti v načrte v lokalnih okoljih. Vsak lokalno okolje mora stopiti z lokalno mladinsko organizacijo v stik in pogledati, kaj je treba narediti, ker pač preveč je raztresenosti v sektorju, vsak dela nekaj, pa noben niti ne ve, ali to se raba ali ne. To je treba standardizirati, zato da lahko potem dodelaš dodano vrednost pač v okolju, kjer si. Super je, če delaš ti socialo za mlade, super je delaš z upokojenci, če se to potrebuje. Vse ne pa treba še, vsi, ki delamo to nekako z ljubeznijo, moramo še iskati nove avenije dela in jih ponuditi mladim lokalnim. In v času COVID-a se to zelo pozna, da manjko tega je. Mi vsi gledamo zdaj vsi tej, tako bi rekel, dry run, to se pravi samo minimalno delo, samo nujne stvari, to se pravi, ali so skrbe, ali so neki arhivski posnetki, ni pa več tega spodbujanja te kulture. In jaz mislim, da je res ključen čas za to, ker imajo mladi več časa, ker so več doma, ker je več časa za ustvarjanje in graditi svoj karakter, se tudi na ta način izobraževati. In to mislim, da moramo nekako naprej vsi skupaj dojeti pa peljati naprej. Mislim, meni se zdi, da sva se zdaj res dotaknila po moje dveh, ali pa dajmo reči treh ključnih področij, Identiteta mladih in grajenje le-te je zelo pomembno zato, da ustvarjamo odgovorne državljane naše družbe, ki pač tudi to družbo na nek način soustvarjajo.
Drugo, kar sva klele izpostavili, oziroma si izpostavil, no, ne bom si jaz klele zdaj lastil teh zaslug, ampak drugo je pa sigurno pomembno, ponuditi tem mladim neko vodenje, ponuditi jim neko strokovno podporo, kar seveda zahteva tudi, dajva reči, kar po moje sistemsko financiranje, v katerem bo treba po moje tudi v bodoče fajn razmišljati. In pa tretje, kar je pa to, da sam mladinski sektor je toliko raznolik, toliko zanimiv, da bomo verjetno mogli v bodoče na določenih točkah bistveno bolj skupaj stopiti, da bomo lahko pokazali, kaj vse mladi zmoremo. Meni že v sami osnovi se zdijo te 3 točke zelo pomembne, pa ko smo se dotaknili glih kulture, mi mogoče lahko na teh 3 točkah v bistvu pokažeš, kako, ali pa, ne vem, predstaviš kakšno dobro prakso, kako v bistvu vi znotraj zavoda poskušate na nek način čez te 3 točke mlade ozaveščati o pomenu kulture, ali pa na kakšen način v bistvu pristopate do tega, da se zavedanje o kulturi gradi, če pogledamo vse te 3 aspekte. Če imaš kakšen konkreten projekt, kakšno konkretno dobro prakso. Ja, imamo, sigurno imamo. Zdaj, da to besedam. Zdaj, en izmed teh kulturnih, malo se bom vrnil nazaj v temo, ki si govoril. Zdaj, prva stvar, koliko je sektor razgiban, koliko je mladinski sektor razgiban. To mora nekaj razjasniti. Čisto vsako mladinsko delo je pomembno in je specifično na tisto lokalno okolje, kjer se to dogaja. Zdaj, v Ljubljani, po domač povedano, odpreti nov mladinski center, kjer bojo delali ful kulture, je malo nesmiselno, ki tega je mogoče v tistem okolju dosti, tam poiskati je treba. Zdaj, greš pa v cerkno, pa tam daš alternativno glasbo, recimo, tam pa tega recimo lahko potencialno manjka, ali pa Idrija, ali pa kjerkoli drug kraj, da ne bom zdaj kjer ga po narobnem izpostavil, da kaj ni. Ampak tako, mi smo v Loki zaznali, da je manjko te kulturnega udejstvovanja, sploh zaradi tega, ker je Ljubljana tukaj blizu, imamo toliko širok spekter stvari pa dejavnosti dostopnih, mislim, da imamo to lokalno kulturo, ki nam daje identiteto, zgodovinsko gledano zelo močno, in jo želimo še peljati naprej. In en projekt, na katerega sem jaz precej ponosen, ki vse te stvari nekako zaokrožuje in je tudi dobro se pokazal zdajle, je naš projekt In Memoriam Profesor Hafner. Zdaj, zgodba je taka, malo konteksta, da ne bomo govorili, kaj je zdaj festival delamo, pa da je to muzika, pa vse. Kontekst je ta, da je to je festival, ki se imenuje po pokojnem profesorju iz Loške gimnazije, ki je pred leti želel pripeljati to kulturo, to glasbeno kulturo, alternativno kulturo do mladih. On je pač skozi svoje delo v Loški gimnaziji je on promoviral različne vrste tipov glasb, različne dejavnosti, in pač po njegovi smrti se je sin njegov odločil, da bo pač peljal to naprej z festivalom, ki ima tudi financiranje z Ministrstva za kulturo. In ta festival v bistvu naslavlja mlade in jim daje možnost, strokovno možnost, kot prvo, da sodelujejo pri pripravi projekta, pri vodenju projekta, pri samih aktivnostih, pa pri potem kot nekakvi uporabniki in poslušalci. Zdaj, če gledamo nadaleč, to je pa festival, pa je imel 5 koncertov, recimo, ampak ni tako, moramo gledati tudi zadnje, moramo gledati, kdo to dela, kdo so predvsem mladi. Treba vsako leto naredimo majice, že 12 let zapored, to delajo mladi, v našem institucijsko skupino. Imamo produkcijo vsak let filma, ki ga, recimo, lansko leto smo zelo ponosni na film, ki je nastal v sklopu. V enem tednu je skupina mladih posnela zelo kvaliteten film. In cel kup enih vsebin od zadaj, pogovorov, debat o kulturi, o glasbi, vse to probamo pripeljati mednarodne različne vsebine, Američani, Avstrijci, Nemci, iz celega Islandija, iz cele vrste
glasbenikov, umetnikov, takšnih in drugačnih, ki jih želimo pripeljati, da razširimo obzorje. Recimo sodelujemo v Centru kratkih filmov, da omogočamo v času memoriala, letos smo omogočili zastonj brezplačno ogled filmov, kratkih filmov za en teden, take različne vrste kulturnih vsebin, ne. In letos je bilo pa zanimivo to, ne, pač mi smo to vedno upravljamo en teden, začetku maja, pa potem septembra, in letos smo glih iskali tisti termin vmes, ko so bili majčkeno sproščeni ukrepi, ne, in smo z NIJZ-jem sodelovali, smo dobili vsa dovoljenja, da smo večinoma dogodkov bi lahko speljali, naše nastopajoče iz sosednjih držav smo jim plačali, da se grejo testirati, vse je bilo pripravljeno, no, v sredo bi se mogel začeti koncert, v torek so zaprli spet vse. In so nam en dan prej so nam vse ugasnili. In zdaj spet, ne, to je bilo v bistvu, če v petek je bilo rečeno, da se bo s torkom vse ugasnili, mi smo zdaj ponedeljek tuhtali, kaj naredimo v 2 dneh, ne. In kar naenkrat, pač v tistem sicer zelo nesrečnem momentu, smo prišli na idejo, da pojmo na splet, pojmo tako, kot smo začetek leta imeli pogovore z raznimi od odločevalci do kulturniki, do, ne vem, družbenimi kritiki, različnimi osebami. Gremo probati to glasbo, da v živo na internet. Ne. Do zdaj teh tehničnih sposobnosti mi nismo imeli. Ne. In v tem trenutku naenkrat se je kar naenkrat cela skupina nas, organizatorjev, soorganizatorjev, pa potem še širše lokalno okolje skupaj stopili in od tega, da smo v sredo prvi dan snemali s telefonom, s tem, da smo v soboto imeli lokalne glasbenike na 4 kamerah z tehnično podporo, z live streamom, tako res vsi smo prišli skupaj tehniki, po svojo opremo glasbeniki, Italijane smo dobili, ker so takrat še lahko prišli čez mejo s testi. Večinoma glasbenikov, recimo Koala Voice, to so mladi, so prišli ali brezplačno ali pa zelo poceni skozi, mislim, kot prvo, da nismo mogli nobenemu denarju govoriti, ki smo vedeli, to sploh bo šlo skozi ali ne. Lokalni glasbeniki, vsi smo prišli na kup, zato ker smo se res rekli, ok, memorial je tradicija, bazira na mladih, dajmo to nekako spraviti skozi. In jaz sem res ponosen, ko smo v teh 3 dneh naredili, pa ne samo mi, cela skupnost ljudi, ki so bili okoli, od kluba študentov, ker nam je priskočil na pomoč že prej, ne, ker smo mislili živo, smo rabili toliko enih prostovoljcev, da se spele taka, sploh za NIJZ priporočili, smo stopili skupaj, pa smo res naredili nekaj takega, ki v zgodovini zavoda še ni bilo. Obenem smo pa se priučili in pa pridobili neke tehnike za ta namen, da bomo lahko to še nadaljevali. In zdaj so že produkcija vseh naših dejavnosti izpred COVID časov poteka v smislu, da live streamamo delavnice, kako fotografirati oziroma pripravimo video, kako uporabljati fotoaparat, kako se delati s citotiskom, take male inovativne delavnice oziroma poučne videote, pa zabavne obenem, zato da se lahko sprostiš, da lahko vidiš, kaj se da pri nas delati, kaj delamo, pa kako. Ne? In to nam je zelo zanimivo, ker obenem je tudi dobra promocija za kulturo, za samo mladinsko delo, pa mislim, da zna biti zabavno pa zanimivo za marsikoga mladega, da se pač v nedeljo ob večerji usede pa pogleda tisti 5-minutni video, pa malo nasmeji, pa se spomne, kako je bilo, pa nekako spet rata oseba polna pričakovanja, kaj bo. Ne. Zdaj bomo spet od glasbe do pogovorov, do teh malih delavnic pa videotov bomo pač peljali še naprej. Imamo pa spet srečno, da imamo prostovoljce, ki znajo s to tehniko delati, imamo zaposlene, ki znajo s to tehniko delati, da imamo sposobnost videoprodukcije, dosti močne računalnike, tako da so se res nekako zvezde nam poklopile. Je pa to precej velika noviteta za nas, za našo skupino, za našo ekipo, kako to narediti, se priučiti marsikatero znanje. In to je tudi nek fascinantni del mladinskega dela, kako organizacija pa sami kadri rastemo, se priučujemo novih stvari, gremo s časom naprej. In to je res stvar, na katero smo lahko ponosni, obenem pa seveda, še enkrat bom rekel, vse prostovoljci, pa vsi, ki participirajo zraven na teh kot mentori, kot mentorce, kot voditelji raznih delavnic v Notretu,
kako so prišli skupaj, pa podpirajo te ideje, pa ta način dela. Tako da na to smo res lahko ponosni, oziroma sem ponosen, kar se v Loki dogaja. Tako. Ja, super. Mislim, jaz bi rekel tako, da se mi zdi, da zdaj se vsakič bolj zavedamo tega pomena, ne, da v bistvu za dobro delo z mladimi so tako pristopi, deva reči, običajnega mladinskega dela pomembni, kot nekega digitalnega, ne, ki je zdaj v bistvu skoraj edina oblika mladinskega dela v tem času. In to ste vi v bistvu s to neko dobro prakso, ki se jo lotevate, tudi pokazali, ne. Zdaj, mogoče, če se dotakneva ankete Mladi v času covida, ki smo jo na Mladinskem svetu izvedli in v bistvu te intervjuji, ki jih imamo z različnimi deležniki, zdaj tudi potekajo vzporedno, da predstavimo celotno situacijo mladih v tem času. Ta anketa je v bistvu pokazala, da je veliko mladim glih ta odsotnost stikov z ljudmi predstavljala neko največjo težavo, ne. Kako si ti mogoče preko teh pristopov digitalnega mladinskega dela zaznaval, kako angažirani so mladi v primerjavi z neko fizično prisotnostjo, kako konec koncev tudi oni sprejemajo te vsebine, ker jaz zdaj, če čisto pogledam, kot en preprost posameznik, ki se ne bi želel preveč izpostavljati, ampak ob redni službi, ki jo imam, pa v bistvu aktivnosti v mladinskem sektorju, zdaj praktično vse poteka preko digitalnih orodij in včasih se mi zdi, da je to že kar majčkeno zasičeno. Pa me zanima, kako se ti pa zdi, da so mladi zaznavali ta pristop, ne? Kako ti to vidiš, no? Zdaj, najprej se mora zavedati, recimo ti si rekel, da je pač služba udejstvovanja v mladinskem sektorju, ne. Ampak mora se zavedati, koliko je velik preskok za recimo zdajšnje mlade, za to generacijo iz tega, kar je bilo lansko leto, pa kaj je zdaj, ne. Mi smo zdaj v obdobju Erasmusa, to pomeni, da je v obdobju mobilnosti, to pomeni, da pač, tukaj so študijske izmenjave, tukaj so drugi Erasmus plus projekti, tukaj je neka medkulturna, meddržavna, kako bi rekel temu, pot se je naredila, kjer mladi krožijo iz različnih kultur, iz različnih krajev in se nekako vse to meša, se znanje meša, je pač res tisto, kako bi rekel temu, evropska simfonija vsega tega je res, recimo mislim, 2019 bila kar na vrhuncu, če gledamo zgodovino pri nas tega, ne. Recimo, mislim, da v najnih časih tega še ni bilo toliko, ker so bila midva na faksu, tega še ni bilo toliko popularno, ne. In iz tega, ne, biti v nekem medkulturnem, meddržavnem loncu, ne, pa do tega, da si doma v svojem kraju, ne, pa z računalnikom je ogromen preskok, ne. Mi, ki imajo še redno službo, pa rečeš, koliko je trapa zdaj, ker ne moramo v Ljubljano na sestanek, ne. On je šel na študij v Sevilijo, v Valencijo, na Norveško, ne, to je, pač tisti, ki so jih potegnili nazaj domov, ne. V srečo je cel kup tujcev na cesti ali pa na faksu in tega ni več, ne. Tako da jaz mislim, da je za te mlade to toliko večji šok zdaj, kot je za nekatere, ne. Ja, in zdaj, kako sprejemajo to mladi, ne. Zdaj, kot si sam rekel, zasičenost tega je ratal v bistvu spet nov izziv, ne. Zdaj, vse formalne institucije so šle na splet, ne, to se pravi, so že tako primorani biti za ekranom, ne. Zdaj pa, da še ti sprosti čas, da jih nekako animiraš, da bojo še aktivni za ekranom, da bojo še nekako, ne vem, spremljali nekaj, ne, je pa tudi spet, ne, komu se pa da po domač povedano. Zdaj, mi rešujemo to na dve stvari, ne. Tako, prva stvar je vsebine, probamo vsebine ponuditi, ki so zabavne, ki so sproščene, ki niso pretežke, ne. Vsi vemo, da pač mora biti razne izobraževanja, razni pogovori, da je pač vsakому nekaj drugega zanimivega. Nekomu ga zanima pogovor z jezikoslovcem ali pa z družbenim kritikom, nekoga pa z umetnikom, ne. Tako da treba je čim večjo variacijo vsebin ponuditi. Ponuditi je treba na malo drugačen način, kar pa zdaj mi tudi raziskujemo v sklopu tega digitalnega mladinskega dela, je pa nekako participatoren spletni program, kar to pomeni, da probamo organizirati kvize, pogovore,
na način, da lahko mladi sodelujejo. To se pravi, ta vikend imamo prvo tako, imamo pub quiz, to pomeni, da pač imamo enega našega prostovoljca, ki bo to vodil, zraven od zadnje vsak mu teče aplikacija, ki dobi link zraven, se prijaviš, v bistvu je kviz, in vsi sodelujejo, nekako zbirajo točke, pač se zabavajo. To je ena stvar, ki je zelo izziv prek Zooma, zato ker se ne moramo prekrivati z govorom, z deljenjem mnenj, tako da z nekim softverom, ki pomaga to, ker se v bistvu lahko zraven na telefonu pa tipkaš vprašanja, odgovore pa gleda svoje kolege, ali pa še lažje, z listom pa pokaže številko in se nekdo zapisuje. Tako da probamo interaktivne vsebine ponuditi, ker to je zelo težko na računi. Predstavljati, da si recimo dopoldne 3-4 ali več ur na računalniku zaradi predavanj, potem imaš, da si slišiš z teto ali pa s kolegom spet na temo, tiste ekran se ti že nalima na obraz po celem dnevu. In jaz bi res, ker razmišljam, kaj ponuditi, razmišljam tako, da nekdo, ki se usede ob taki uri ali pa mečkim kasneje, kaj ti zdajle, da se lahko sprosti možgane ali pa da dobi pač tisto hrano za možgane, ki jo čez dan ni, v smislu vsebine, ki mu je res ljubano. In to mislim, da bomo k temu stremeti, zato ker tistih, če bom tako rekel, splošnih delavnic neformalnega izobraževanja pa bilo že prej veliko, pa še zdaj jih je še več. Tako da je pa prav, da imamo vsak na izbiro vse, ampak se pravi, moram pa meriti, da ni sam ena stvar. To je moje mišljenje glede tega. Ok, super. Všeč mi je, da smo se dotaknili tako nekih pozitivnih vidikov razvoja teh dogodkov, kakor tudi nekih negativnih, ker dejansko je to situacija, na katero ni bil noben pripravljen in posledično so tudi posledice, ki jih mladi nosimo, take in drugačne, tako pozitivne kot negativne. In jaz verjamem, da se sam mladinski sektor zdaj premika pa spreminja v neko smer, ki jo do zdaj nismo poznali, kar se tudi sam zelo fajn izpostavil. In moram reči, da mi je ta ideja s kvizom zelo všeč, ker je res interaktivna, ker tudi v bistvu zahteva neko participacijo, kljub temu, da so ta orodja lahko na določene momente dosti rigidna. Jaz sam opažam ali pa zaznavam pri vseh, ki vas gostim v tem intervjuju, da nekako gledate res celotno situacijo kot pozitivno, kot negativno in vidite na vsakem od teh dveh polov pač neko stvar, ki zahteva pozornost, ki je vredna omembe. Zdaj, če bi bil pa jaz neka mlada oseba, bi me pa zanimalo strani tebe kot nekoga, ki zastopaš mlade, ki delaš z mladimi, ki si mlad konec koncev, bi me zanimalo, kaj bi mi ti v tem obdobju svetoval. Tako da zdaj ti prepuščam besedo, da v bistvu nagovoriš naše poslušalce, da jim poveš kakšno spodbudno misel glede celotne situacije, predvsem pa, da jim poveš kakšno dobro željo, kakšno dobro misel za to, da se bodo lahko z trenutno situacijo tudi sami dobro spopadali. Tako da, vabljen, da daš mogoče kakšen tak nagovor, preden tudi konec koncev zaključiva z najnim intervjujem. Ja, jaz bom tako rekel. Veliko govorimo, a pa sva govorila o tem famoznem mladinskem delu, mladinskem sektorju in marsikemu mlademu je to mogoče malo tuja beseda, oziroma malo preveč uradna beseda. Jaz bi apeliral na vse, da poiščete, seveda prek spleta na začetku, svoje mladinske organizacije v lokalnem okolju. Ali so to študentski klubi, ali so to mladinski centri, ali so druge organizacije, društva, pa se pridružite. Včasih je problem našega sektorja malo neprepoznavnost. Zmeri se dela za tiste, ki so zraven, ki so potrebni neke vsebine, oziroma ki poiščejo to vsebino,
je zmeri se potrudimo za njih, vsi mladinski delavci, zmeri se potrudimo za vsakega posameznika, ga probamo govoriti, spoznati, narediti neko razmerje, nek odnos z vsakmo, ne. In to je tisto ključno, te odnose, razmeri so, mislim, da v mladinskem delu za nas kot delavce, pa tudi za mlade zelo pomembni, ker se razvijamo, spoznavamo in drugega in tako rastemo. Je pa problem, tako kot sem omenil, da mogoče se pa malo premalo prepozna to v svojih okoljih. Premalo se prepozna, zato ker mi delavci se radi skoncentriramo na tiste mlade, ki so tu, včasih je malo tako sam sebi namen, zdaj pa nekaj iskati, pa splošno povabiti, polno tretjo. Ampak vrata vseh mladinskih delavcev oziroma organizacij so zmeraj odprta. In zdaj, ki je tako obdobje, dajmo poiskati nekaj dobrega, dajmo se še bolj povezati, dajmo najti en drugega, dajmo si pomagati, ali tako, da si prostovoljc, ali tako, da si samo slušatelj, ali pa da si samo udejstvuješ v raznih programih, poiščite to, naredite, vzpostavimo stike, verjemite, samo en prvi korak je treba pomahati, treba živo, jaz sem pa ta, pa vas bomo kuj zagrabili. Pa ne zato, da bi vas ponucali, ampak zato, da bi se vključili v procese, da bi poiskali, kaj vas zanima, da bi skupaj nekaj ustvarjali. In to mislim, da je una najbolj ključna, pa najbolj pozitivna stvar, ki jo lahko odnesemo, zato ker vsi smo v trenutku doma sami, ali nam je dolgčas, ali smo navličeni vsega, ampak če se pa povežemo med sabo, nažalost trenutno prek spleta, ampak še vedno bomo komaj čakali, da se vidimo pol v živo, da najdemo prostor zase, skupino zase, da razširimo obzorje v lokalnem okolju. Sem mogoče pa zdaj čas, da v bistvu, zdaj smo gledali po celi Evropi, dajmo zdaj pogledati, kaj je še okoli nas, okoli našega doma, ker verjemite velike, kjerkoli si, zmer se najde še en drug mlad, še ena organizacija, še en potencialni mentor, še en prijatelj, po domače povedano. In to je čas, da se zbližamo, da stopimo skupaj, pa delamo naprej, nekaj naredimo, zabavamo se, imamo se fajn. Spet, ključno je ta, včasih sektor je malo šepa promocija, simple je dati na Facebook, boostati, pa napisati delavnice tega pa tega, ampak to ni vsa poanta mladinskega dela. Poanta mladinskega dela je tisti prostor, tisto okolje, tista energija, spoštovanje, pomoč, to je poanta, sovrstniška pomoč, medgeneracijsko sodelovanje, to je poanta. In ja, jaz apeliram na mlade, da se pridružite, tudi apeliram pa na vse društvo, na vse mladinske delavce, vključno z nami, da dajmo se pokazati še bolj, dajmo mi še bolj povabiti mlade zraven in da res vzpostavimo to vzdušje, pa ta duh sodelovanja, ne pa vsako svojemu kotu stati pa upati na boljše. Evo, super, hvala za ta apel vsem mladim. Povabljeni, da se priključite mladinskim organizacijam, programom mladinskih centrov in ostalim pobudam, programom, projektom na področju mladine. Miha, jaz bi se ti rad zahvalil za odličen intervju. Hvala ti, da si bil današnji gost in hvala za tvoj prispevek, mislim, da je v tem času, ko delimo dobre vsebine, še toliko bolj dragocen. Tako da hvala z moje strani, pa upam, da se ponovno slišva nekje v bodočnosti, pa rečeva tudi še kako besedo, tudi v fizični obliki, če bo le možno. Tako je, seveda, hvala za povabilo, pa do naslednjič.